V njegovem življenjepisu so navedene naslednje postaje: Maribor 1968, Ljubljana 1970, Kamnik 1971, Sidney 1975, Ljubljana Šiška 1979, Maribor 1986, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah 1998, Maribor 2004 in Kamnik 2010. Za društvo svetega Jakoba, ki je pripravilo ta film, je najpomembnejše njegovo drugo bivanje v Kamniku, ki je trajalo slabih 11 let. Društvo je bilo ustanovljeno 2. januarja 2007, pred 14 leti, v času gvardijana patra Borisa Markeža. Preden je ta odšel na drugo delovno mesto, je imenoval patra Lavrencija v upravni odbor kot predstavnika frančiškanskega samostana. Rečeno je bilo, da bo z njim lepo sodelovati. Saj ne bomo samo govorili, k nam prihaja dober pevec. In tako je bilo. Njegov glas se kljub letom in boleznim ni postaral. Bil je izraz globokega človeka, ki se ne želi izkazovati, ampak s pesmijo izraža svojo vero, ljubezen do ljudi in domovine. Naše goste v samostanski dvorani je večkrat pozdravil tudi s pesmijo. Najbolj je ostal v spominu večer s koroškimi Slovenci iz Ilske doline, ki jim je v pozdrav zapel nekaj kitic pesmi Rož podivna zila. Bil je res pravi frančiškan, prijazen, dober govornik in spovednik, misionar, svetovljan, uglajen in razgledan človek. Sprejemali so ga vsi, s katerimi se je srečeval, ne glede na njihovo nazorsko ali politično opredelitev. In on je sprejemal vse. Bil je trden, odkrit, tudi kritičen. Vendar nikoli tako, da bi podiral, pač pa je navadno z rahlim nasmeškom pokazal, da je marsikaj človeško, da je treba razumeti, odpuščati in delati naprej. Rad je bil z nami in mi z njim, na sestankih, prireditvah in drugih srečanjih. Nikoli ni rekel, da ne more priti. Bili smo prijatelji. Skupaj smo praznovali tudi 50-letnico njegovega duhovništva. Vseskozi nas je trdno podpiral in delo društva je teklo naprej. Imel pa je še eno veliko ljubezen. To je njegov dom v Zgornjih Verjanah. Kadarkoli je bila priložnost prevoza, smo poromali proti Sveti Trojici v Slovenskih Goricah in naprej v Zgornje Verjane. Tam so nas njegov brat, njegova žena in nečakinja, ki zdaj vodi kmetijo, in njena sinova prijazno sprejeli in zmeraj pogostili. Po poti nazaj glede smo se ustavili pri nekaterih njegovih znancih in dobrotnikih, čisto zmeraj pa pri gospe Julki v Mariboru, prijazni starejši gospe, ki je imela zmeraj pripravljeno pecivo za kamniški samostan. Od 8. februarja letos teh srečanj ni več in jih ne bo. Njegove besede in petje so utihnili, ni več njegove prijazne spodbude. Društvo bo, upajmo, da pandemija vendarle mine, nadaljevalo z delom. Prijateljevanje s patrom Lavrencijem je obogatilo naše življenje. Letos spomladi smo nameravali obiskati njegov grob pri Sveti Trojici, mu prinesti rože in se zahvaliti za vse lepe skupne ure, pa nekako ni bilo pravega časa. Takrat je tu res lepo. Brenčijo čebele, cvetijo limone, ki jih gojita tukajšnja patra. V gnezdo na strehi samostana se iz daljnega sveta vrnejo štorklje in vzgajajo mladi rod. Na njivah in travnikih delajo ljudje. To je svet pridnih, dobrih, mirnih in vernih ljudi, ki ga je imel pater Lavrencij rad. Saj mu je pripadal ne samo po rojstvu, ampak po svojem bistvu. Zato se je domov tako rad
vračal. Res je ta svet tak, kakor je v Slovenskih goricah zapel naš rojak Rudolf Maister. Oj, slovenske gorice, sonca Božjega bogate, veste, kakor bajke zlate, kakor pesmi v himno zlite. Ta kratki dokumentarni film smo posneli, da bi se spominjali, da je živel med nami in z nami, da bi spoznali ljudi in svet, od koder je izhajal in kjer je deloval. Ljudi, ki ga spoštujejo in cenijo. Veseli smo povabili njegove domače iz vodnih verjan, njegove duhovne sobrate in ljudi, ki so se mu za vse podarjeno želeli oddolžiti z nekaj besedami. Očetu Janezu in mami Julijani so se rodili 3 otroci. Najstarejši Janez leta 1939, Jože Pepek 1941 in Franček leta 1943. Zraven naše družine še bil stari oče. Otroci smo imeli zelo težko otroštvo. Ni bilo ravno lepo, ker takrat po vojni so bili težki časi. Zakaj recimo rečete, da je bilo po vojni hudo? Kaj je bilo tisto, kar je bilo hudo? Takrat v komunizmu, veste, niso upoštevali, če si ti bil veren ali nekaj taka. So rajši bili, da bi ti šel nekaj drugo se učiti in da bi bil njihov. Ja. To so bili hudi časi. Ni bilo pa tukaj, da bi vam nacionalizirali zemljo, da bi vam vzeli zemljo? Mi smo imeli majhno kmetijo, no niso nič vzeli, mi smo imeli samo 4 hektarje obdelovalne zemlje, pa 4 kravice. To je bila naša majhna kmetica, na kateri smo se preživljali. Kaj pa recimo o vaši družini, se pravi o bratih, kako je vaša družina pravzaprav uspevala? Zdaj, če gledamo tam sliko, na sliki je zelo, zelo veliko ljudi, imate, ne vem, pranečakov, koliko že 20, še več, ne? Zdaj, on ima pranečakov, vi pa seveda imate vnukov, ne? Ja, skratka, v vaši družini nekaj. Kaj so bili pa, vi ste tukaj prevzeli kmetijo, kaj pa druga 2 brata? Jaz sem prevzel kmetijo leta 1973, brat Franček pa se je poročil 66. v stricu. Po stricu je dobil majhno kmetijo tudi. Tam se je zgradil dom, tako da bili smo 3 bratje. Jaz sem imel 2 sinova, pa eno hčerko, ki zdaj kmetuje doma. Ki je prevzela kmetijo, ne? Ki je prevzela kmetijo in kmetuje doma. Hčerka ima 3 otroke, 2 vnuka, torej 3 otroke. Ja, to so moji vnuki, pa vnukinja. Drugi brat, Franček, kaj je že tudi pokojni, on pa ima tudi imel 3 otroke, 2 hčerke pa enega sina. Tam so pa že tudi pranečaki, ki jih je 12 pranečakov. Ja. In to ga je najbolj veselilo, ko je prišel domov, da so prišli vsi takrat in so se zbrali okrog njega in mu kaj povedali, lepega ali pa tudi kaj slabega. Ja. Glejte, on je bil
zelo, zelo navezan na domače, pa na domačo hišo. Kako recimo so se ti stiki vzdrževali? Zakaj je bil tako navezan? So vsi duhovniki tako navezani, ampak on je bil pa res. Jaz se spominjam v Kamniku, če je kdo rekel, da bo šel tukaj tja proti Mariboru ali kam, on je bil takoj pripravljen prisesti, on se je strašno rad peljal domov in vas obiskal. Ja, večkrat je obiskal svojo rodno hišo. Zadnji 2 leti zelo pogosto, tako bi vedel, da več dolgo ne bo mogla hoditi na svoj rodni dom. Vsakokrat smo se dolgo pogovorila o naši družini in o naših vnukih, ki so ga najbolj veselili, torej pa nečaki. Sem najmlajša nečakinja Irena, ki sem ostala doma na kmetiji, kjer so bili pater lovlenci. Vsi smo zelo ponosni, vseh 6 nečakov. Srečko je najstarejši, potem je Milan, Milenka, Slavko, Ditka in jaz na koncu. Stric so vse nečake zelo radi imeli. Najrajši so bili, če je vse štimalo. Najbolj se spominjam iz otroštva, ko je bilo doma še tako strogo vse. Otroci smo morali stran, ko so prišli domov na obisk, je pa doma res vse lepo dišalo, ker je mama tisti dan pekla gibance, ampak to ni takih gibanc navadnih, ampak to so bile take tiste prave domače gibance. In otroci smo čakali, da bojo se pogovorili pa odišli. In en dan se je zgodilo, da smo na koncu, ko so šli že po stopnicah, da smo otroci hitro leteli, pa smo z tistih kelihov, to se nam je tako dopadlo, ker smo mi drugače z navadnih kozarcev pili in z vilicami tudi nismo jedli, pa z noži, ne, da smo lahko mi iz tistih kozarcev pili in stric so takrat nekaj pozabili. In so prišli nazaj in mi vsi za mizami in oni stojijo, nas lepo gledajo, ampak so se oni samo smejali, nič nam niso rekli, ker smo bili tako zanimivi, kako smo se mi tam obnašali in smo s tistimi vilicami in pa noži se matrali pa jedli. No, potem pa še je ena stvar, ko so oni šli v Avstralijo, so nam domov poslali ene majice, take bele, Avstralija, Opera House je pisalo gor in tiste majice smo vedno nosili. In tisto blago je bilo tako, da se ni spravilo. Tako zanimivo je bilo, ne. In s tistim smo se mi tako hvalili, v šoli pa to. In še ena stvar je bila, oni so vse obdarovali, saj ne samo nas. Oni so bili taki človek, da so tudi druge ljudi, ko so jih obiskali, vse obdarovali in nam so še poslali ure. Tiste čase v osnovni šoli noben ni praktično imel ur, ne. In bile so take ure, ki so imele te živali gor avstralske, ne, in ena je z repo mahala, ena je z očmi delala gor pa dol, ne, in mi smo to ponosno nosili, ne, po šoli in smo res bili frajerji za tiste čase, ne, bi se reklo. No, to je bilo potem, ampak mi smo se jih vedno malo tako bali. Bil je neki strah, ne, ampak pol z leti pa so se tudi časi spremenili, ne, in je pol, nas je vedno več bilo, ustvarili smo si družine in smo se potem fejst zbližali, lahko smo jih že kaj vprašali in zelo radi so domov prihajali, ker so pač bili od vseh naših nečakov so bili res lepo sprejeti. V vsaki hiši so šli, ne. In najhuje pa je to, bi rada povedala, ne, ta covid zdaj. En čas še smo se lahko pogovarjali po telefonu, ne, pa jaz sem jim tudi kako sliko poslala, pa to. Potem pa je postalo hudo, ne, ker oni se niso mogli več pogovarjati, ne. In pol jaz mojemu možu pravim, veš, jaz imam eno željo, stric so tako radi prišli domov, sem rekla, kaj si zdaj mislijo, 2 meseca se ne slišimo, ne, ta covid, mislim, on je spremenil, je pač ta način življenja, da res nismo mogli več kontaktirati, ne. In pol moj mož pravi, boš videla, ti boš ta teden šla k stricu, ne.
In pol res, on pride v četrtek domov, kliče patra Francija v Kamnik, pa Cirila, ja, pa se dogovorijo z zdravnikom, ne, da bomo lahko išli obiskat, ne. Jaz doma vse pustim, gremo se testirati v Lenart pa v Ljubljano, ne. In pol je šel nečak Milan zraven, pa moj mož pa jaz in smo jih obiskali v bolnici zadnjič. To je bilo v soboto 6. Ja, za 2 dni pa. Ja, in hvala Bogu smo jih našli še pri zavesti. In jaz mislim, da bi si vedno očitala, če ne bi mogla iti. Potem smo jim pač rekli, da jih imamo radi, ker drugega se nismo mogli pogovarjati. In to si videl, kako so jim solze šle. In zadnja beseda, kaj je še bila, so rekli, Jože, ki bomo spet imeli god, ker je marca meseca, ne, je moj mož imel god, pa moj sin tudi, to so bili zelo ponosni, da je tudi Jožek, ne. In to so bile zadnje besede. No, rada bi se vsem zahvalila, ki prihajajo na pokopališča in nosijo rože, pa ki so kakorkoli prej že bili šoferji, ki so kakorkoli sodelovali in pomagali. Gospe Pavli bi se še posebej zahvalila. Oni so bili dostikrat z njimi, ja, jih pripeljali, ja. Najlepša hvala vsem. Rada bi na koncu rekla, stric, nikoli vam ne bomo mogli povrniti vsega. Ko smo otroci malo odrasli, smo šli vedno k očeta in mama zraven in smo pomagali pri vsakemu delu. Pri vsakemu delu, kaj smo zmogli. Ko smo odrasli, smo šli v osnovno šolo v Sveto Trojico. Takrat še vse peš, brez vsakega spremstva, sam si šel. 4 razrede osnovne šole smo opravili v Sveti Trojici, potem pa smo šli na nižjo gimnazijo v Cerkvenjak. Tam je brat Pepek opravil nižjo gimnazijo z odličnim uspehom. Takrat so učitelji svetovali očetu in mami, da naj se gre nekaj učiti. In on se je takrat odločil, da bo šel za na učiteljišče v Maribor. On je bil mirne narave, vsakemu je vse ugodil, če je kaj potreboval, ni se nikoli prepiral. Bil je čisto preprost. Moja družina je bila vedno povezana s cerkvijo, taka normalna krščanska družina, čeprav ni bilo nobenega pretiravanja. Duhovniki so pa se radi pri nas ustavljali, ker so bili toplo sprejeti, postreženi. Na drugi strani pa so k nam radi prihajali tudi takratni učitelji nižje gimnazije iz Svetega Antona, kamor sem v nižjo gimnazijo hodil. Do 4. razreda smo imeli neke vrste verouk, 2 leti še v šoli takrat, kjer nas ni hodilo veliko, ker si imel posebno dovolilnico dobiti, da ste lahko ta verouk obiskoval. Pozneje je bilo to ukinjeno in tako je takratni pater Klemen organiziral, da smo se po vaseh zbirali pri posamezni družini in tako iz naše vasi so se zbirali pri nas doma, da smo imeli kakšno veroučno uro. To sicer ni bilo dovoljeno, ampak to je bilo bolj srečanje, tako da je bilo poravnano tudi pred oblastjo takratno. In malo sem v otroštvu razmišljal, da bi postal frančiškan, potem je pa to šlo v pozabo, ker tudi v času nižje gimnazije nisem imel več stika z domačimi duhovniki, ker sem v drug kraj hodil v nižjo gimnazijo. Velik vpliv pa so takrat imeli name učitelji oziroma profesorji te nižje gimnazije, ki so radi k nam prihajali
in vplivali, da sem se jaz odločil za učiteljišče. In tako sem eno leto preživel na učiteljišču v Mariboru, kjer pa je bila ravnateljica, recimo, zelo strupena. In je večkrat takole, zlasti moj razred, ki je bil bolj podeželski, v ponedeljek sklicala v telovadnici in postrojila kar nekako po vojaško, kdo je bil pri vaši včeraj. Navadno smo samo dva dvignila roke oziroma stopila z vrste. Čeprav ni bilo nobenih sankcij, vendar nek pritisk se je čutil. In pozneje, ker sem najprej zaprosil za štipendijo, občinsko pa so jo odklonili, češ da imamo dovolj zemlje, pa še oče je bil zidar. Tem pa, ko so slutili, da se jaz morda malo izmikam, so jo pa sami ponudili. Takrat sem pa jaz štipendijo zavrnil. In to je bilo pa tako čudno, da so me 15-letnika soočili z udbovcem za mladostnike, kjer sem bil 2 uri z njim v pisarni na učiteljišču, kjer me je nagovarjal, pregovarjal, kričal na me, pa spet umirjeno mi dopovedoval. Pa celo vem, da me je strašil, da bodo doma hude težave, zlasti, ker je oče bil v nemški vojski, ampak takrat je to čudno bilo, danes pa vemo, kaj to pravzaprav bilo. In jaz sem res bil malo preplašen, ampak mene ta strah ni nekako me ni preusmeril, da bi se potem bolj zavzel za te ideje in njihovo mišljenje, ampak nasprotno, meni se je začelo tako upirati vse, sem rekel, ne, to pa ne bom. In kar naenkrat je prišla misel, ja grem v samostan. In tako sem napisal prošnjo in odšel v samostan in potem nadaljeval gimnazijo v Ljubljani, v Šentvidu, v državni gimnaziji. In mirno prišel potem do duhovništva in redovništva. Po prvem poletju učiteljišča je stopil pred očeta in mamo in rekel očetu, oče, jaz ne bom več hodil na učiteljišče, jaz hočem postati duhovnik. Očeta je to zelo iznenadilo. Mama pa je to vljudno sprejela. Tako se je po nekaj dneh odločil in šel v Novo mesto, v novicijat. Tam pa je našel že patra Mateja, ki je že bil v novicijatu. Ja. Po končanem novicijatu je šel k frančiškanom v Ljubljano in tam naprej študiral. In ko je leta 1968, 29. junija, je bil posvečen v duhovnika. Novo mašo pa je pel 30. junija v domači župniji v cerkvi Svete Trojice. Potem po novi maši so ga predstojniki dajali na razne postojanke, kjer je opravil službo duhovnika. Leta 73 ali 74 je šel tudi v Avstralijo med slovenske rojake. Tam je bil nekako 3 leta in pol. Potem pa je prišel tudi za nekaj časa službovati v rojstno župnijo Svete Trojice. Ja. Njegova zadnja postojanka pa je bila Kamnik, kjer je bil več let. Ampak ne je veselilo tudi to, če smo prišli sem na obisk, da je peljal nas tudi v hlev, da smo pogledali, koliko imate živine in kako vam pravzaprav kmetija uspeva. Jaz mislim, da bil strašno vesel, da je kmetija šla uspešno naprej. Ja, on je bil najbolj vesel tega, da smo ohranili domačijo, da smo
zdržavali vse tisto, kar je oče zapustil meni in smo celo povečali. Hčerka je povečala kmetijo iz hlev, tako da imamo zdaj okrog 50 glav živine in to kmetujeta zet in moja hčerka na tej kmetiji. Pomagata pa tudi fanta, Pomagata ne? pa tudi vnuka, ne? Ja. Tako da to je od njega zelo veselilo, ko je prišel domov, je videl, da je vse urejeno in da se naprej dela, da se obnavlja kmetija, ne da propada. Ja. To je njega veselilo. Lejte, kako recimo, da se je on odločil za duhovniški stan, se je včasih reklo, ali je to recimo tukaj bilo nekaj posebnega, je tukaj moralo biti, ker jaz vem, da je precej duhovnikov tule iz te Trojniške fare, recimo, kaj se ima že pater Damjan, tudi pa še ne vem. Ja, bilo je takrat 10 duhovnikov, ko je on tako. imel novo mašo, Ja. trici, ne? Ampak začelo pa je usihati po letu 85, takrat pa nismo več imeli nobenega v bogoslovju. Kaj je to, se je življenje spremenilo ali kaj se je spremenilo? Spremenilo se je način življenja, veste. Več ni tiste, pa način družbe, splošno družba se je spremenila. In mladi se več nočejo odločati za duhovnike. Ja, ker se je družba spremenila in gledajo po strani nekako te, kateri bi se odločili za duhovnike. Ampak pater Lorenc pa jaz mislim, da je bil zadovoljen s tem, da je bil duhovnik, saj jaz sem imel takšen občutek. Pa tudi recimo meni se je zdelo zelo zanimivo, kako se je on znal v vsaki družbi pogovarjati, kako se prilagoditi, kako se je znal vesti. On je bil zame res gospod v pravem pomenu besede. Ne. Ja. Nikoli ni, da bi svojo besedo nekaj hotel druge preupiti ali pa kakorkoli. On je že od malega bil tako pohleven, mislim, kako bi rekel. Bolj ženske bi rekel. Ni se nikoli prepiral z nikomor, vsakega poslušal in mu pač odgovoril na tiste vprašanja, kaj je on postavil. Ni pa neko ostro besedo nikogar. Zato so ga imeli ljudje tudi radi, da so se z njim pogovarjali. družili. Marsikdo ga je prišel vprašati tudi za svet. Jaz vem, tudi ljudje, ki niso verni, so hodili k njemu, Ja. da so se z njim pogovarjali. Pa spomnim se takrat, ko je bil v Kamniku, on kot duhovnik v upokojenskem domu, kako so ga imeli ljudje radi. Ne? On je pred vsako mašo prišel po sobah, seveda ne po vseh, ampak po sobah in se je pogovarjal. Vem, moja teta je bila takrat tam in se je pogovarjal z njimi in tako, ali če pa ni mu časa, pa samo pozdravil, skratka, bil je pozoren do ljudi. Ja, bil je dober pevec in tudi dober govornik. Ne? Njega so radi poslušali, ko je imel mašo, njegove napeve pri maši. Ne? To je veselilo ljudi. Ja. On je bil pri nas v društvu svetega Jakoba, je bil v odboru. In takrat je bil pri nas pater Boris, pater Boris je bil tak zdaj v Mariboru. A ne? Ja, Boris. Ja, pater Markeš. Boris Markeš in on je takrat odhajal iz Kamnika. In mi smo bili pravzaprav žalostni, z njim smo zelo, zelo dobro sodelovali, bil je prijazen človek, prijeten človek in vse. In je rekel, ampak zdaj bo pa prišel pater Lorenc, to je zdaj mislim že drugič, tretjič prišel v Kamnik pater Lorenc, je rekel, boste pa peli zelo glasno in lepo. In res je pel, do zadnjega je lepo pel, zelo lepo je pel. Ne. Ja, imel je izreden glas. Ja. To je res. Ja. V Avstraliji je on odšel leta 1973, ki so ga dali predstojnike, ne? Pa tudi sam je. A je želel? Želel iti malo, ja, med izseljence. Tam se je zelo v redu počutil. Samo mi nekih stikov takrat nismo mogli imeti z njim. Ni bilo telefonov, ni bilo teh sredstev, internetov, da bi se lahko pogovarjali. Prišli pa so obiske razni, ki so prišli svojih domačih
Avstralci, ki so bili naši izseljenci dole, prišli obiskavati. In ti so prišli k nam in so nam povedali, kako se imajo dole, kako imajo maše dole drugače kot pri nas. Po maši so se tam vsakrat družili Slovenci skupaj in so se razno pogovarjali in nekaj Kave pa to. po kavi in se nekaj priredili se. Ja. Ja. A vam je pisal vam pa najbrž je, ne? Pisal, samo pismeno smo se mislim, dogovarjali, nič drugače. Telefonov ni bilo. Pa je kdaj napisal v pismu, da mu je dolgčas po Sloveniji, po vas? Nikoli, samo zanimal se je, kako se imamo, če smo vsi zdravi, kako sta oče in mama. To je hotel vedeti, drugo pa kaj se doma dogaja. To je bilo njegovo vprašanje. Drugače pa zadovoljen. Bil pa zelo zadovoljen. Ja. Enkrat pa je prišel nekdo snemat, ki bi nekaj govorili, veš to? Ja. Še Takrat ti mi se nismo znal poznali. berati, kaj je pokojnik, Avstralci ki so je že bil imeli boljše. mislim, internet ali to, ja, Pa snemalne nismo naprave. nič vedeli To pri povedati. nas ni bilo nekaj še tega, ne. Mi smo ti takrat nekaj dosti govorili, kaj je doma, kako je, ne. Takrat Avstralije seveda nisem nič poznal, vendar presenetljivo, naša slovenska Avstralija je bila takrat zelo živa. Prvič veliko Slovencev, še prvega rodu, ki so v tistih ne takoj po vojnih, ampak malo pozneje, po 60 letih prihajali množično iz ekonomskih razlogov. In zanje so takoj na začetku skrbeli frančiškani, ki so prihajali njim pomoč, namreč Slovencem v pomoč iz Amerike. In ker je bilo veliko dela, so prosili za pomoč tudi iz Slovenije, kjer je že deloval pater Stane, zemljak, izmed mlajših. Mene so pa vabili v Sydney. In tako je provincialno vodstvo odločilo in me pustilo. V Sydneyju sem bil skupaj s patrom Valerijanom, ki je še danes tam prisoten, še kar ob 90 letih živahen in ves predan avstralskim Slovencem oziroma našim Slovencem v Avstraliji. In njemu sem bil pomoč. Zraven naju so bile tudi 3 sestre, bistriške šolske sestre, brezmadežne svetega Frančiška. In tako je bilo tudi v naši verski skupnosti dovolj živahno in kar domače sem se počutil med njimi. In veliko Slovencev se je tam zbiralo. Na letališču so me pričakali ne množično, ampak vsaj predstavniki, mislim, da kakšnih 15 Slovencev, poleg patra Valerijana in 2 sester. In seveda so bili veseli, ker takrat sem bil še mlad, danes sem samo mladosten. Nove moči in tako smo se vključili v sodelovanje. V naših verskih centrih veliko mladih, ker je bila tudi slovenska sobotna šola slovenskega jezika, ker smo imeli tudi v centru dodatni verouk za prejem sakramentov. Saj smo imeli v tistem času v Sydneyju, Melbourneu, tudi v Adelaidi, zlasti pa Melbourneu in Sydneyju, po 20 birmancev, 15, tudi več prvoobhajencev vsako leto. To pomeni, da je bilo kar veliko dogajanje za tamkajšnje razmere. In v veroučni šoli smo imeli krog 120 otrok v 3 skupinah, 4, kakor smo pa zmogli. In ti otroci so nekako slovensko začutili, tudi lažje
pripravljali nastope za razne prireditve in seveda iz njih tudi pevski zbori. Potem so takrat bili razni ansambli slovenski, ki so posnemali ansamble v domovini v Sloveniji. Tako da so ti koncerti bili množični in včasih smo morali celo kakšno skupino prestaviti ali pa trenutno odkloniti, ker je bilo preveč. Novih prihodov ni, razen tu in tam kakšna družina ali posameznik, starejši pa odhajajo. In tako je se v vseh verskih centrih to zelo čuti, tudi v Sydneyju, morda še najmanj v Melbourneu, kjer je še vedno živahno delovanje in velika povezanost teh, ki so tam še ostali. Ob besedi oziroma imeno pater Laurencik ali pater Lawrence, kot smo ga klicali, mi stopi pred oči najprej osebnost, ki je bila dobrosrčna, vesela, zadovoljna in vedno znova s širokim nasmehom na obrazu. Ali tako, kot je kratko in jedrnato povedala Slovenka, ki živi v Avstraliji, da bolj prijaznega človeka od patra Lawrenca v življenju ni srečala. Pater Lawrence je bil namreč tudi izseljeniški duhovnik od leta 1975 do 1979 v Avstraliji, v Sydneyju, v Marylandu, pri svetem Rafaelu, pri slovenskem versko-kulturnem središču. Sam sem bil po slabih 18 letih tudi v Sydneyju pri svetem Rafaelu, kjer sem nadomeščal patra Valerijana Jenka, ki je bil voditelj pastoralne ekipe. Z njim je seveda sodeloval takrat oziroma ob njem deloval tudi pater Lawrence in pa slovenjebistriške šolske sestre. Pater Valerijan je bil podobna osebnost kot pater Lawrence, tudi izjemno dobrosrčen, zadovoljen, vesel človek in pa še eno lastnost je imel, da je vedno znal ob pravem času, v pravem trenutku z nasmejanim obrazom pomežikniti. V tistem času, ko je bila ta ekipa v Sydneyju, so bili izjemno dejavni na verskem, kulturnem pa tudi gospodarskem področju. Med drugim so takrat dokončali zidavo cerkve, večnamenske dvorane in pa tudi prostorov ali, če hočete, samostan slovenjebistriških šolskih sester. Bili so zares izjemna ekipa in to njihovo zadovoljstvo, veselje je tudi po 18 letih še vedno bilo v zraku, se je čutilo. In takrat sem imel občutek, da je pater Lawrence v času svojega delovanja bil dodana vrednost oziroma pika na i. Sam sem tudi ta občestva pri svetem Rafaelu v Wollongongu in Canberri doživljal kot taka, kajti to, kar je bila ta ekipa s patrom Valerijanom Lawrencem in slovenjebistriškimi šolskimi sestrami, je bilo nalezljivo, je bilo v zraku še tedaj. In tako sem imel občutek, da je to večno ponavljajoča se pomlad, da vedno nekaj na novo zbrsti, ozeleni, zacveti, zadeši, zadehti. Ampak recimo, kaj je name tako zelo naredilo vtis? Recimo Božič. Sredi vročine in poletja, tudi 40 stopinj in Božič je nekaj drugega. Kljub temu, da Avstralci so začeli nekako posnemati Evropo, postavljajo tudi drevesa, že takrat so imeli velika umetna drevesa po mestu, drugače pa smo uporabljali bore. Sem rekel, tam razne v višjih legah obstaja. Bori pa nekako. Ampak tudi ti bori, kljub temu, da smo jih dajali vodo, so po enem tednu postali čisto suhi. In polnočnica
ki smo je takrat zaradi premajhne cerkve, se je tudi po 1500 do 2000 ljudi prišlo k ponočnici z vseh koncev, je bila zunaj na dvorišču pod evkaliptusom. Tam smo napravili oder in tam množica ljudi po vseh kotičkih teh stavb okrog. In takrat še močan pevski zbor, res doživetje pod milim nebom, pa si zvezde videl nad sabo. Nekako občutek te prave božične noči. S hvaležnostjo Bogu se spominjamo in obujamo spomine na našega dragega patra Lavrencija, sina Slovenskih goric iz Svete Trojice od tam doma. Koliko prijaznih srečanj, koliko njegovih nasmehov, tople besede, celo sladke besede. In seveda tudi sam se spominjam, že kot mlad fantič sva se srečala, ne on je bil že takrat Pavlo pred novo mašo, jaz pa ministrant na ministranskih vajah, tam leta 65, 66, Nova Štifta, na Dolenjskem ali pri Svetem Ohorju, blizu Moravč. No in potem maja 1968, prejšnjega stoletja, kako se to sliši čudno, prejšnjo stoletje. Takrat je prišel k nam domov, na Nivo pri Kozolcu smo delali, vprašati me je prišel: Slavko, a prideš k nam v Ljubljano k frančiškanom, da te vpišemo na gimnazijo na Poljane? Seveda sem rekel, pridem. In tako smo se potem srečevali še in še, že tisto leto potem na njegovi novi maši pri Sveti Trojici. In ko je se vrnil iz Avstralije, sem jaz čez 2 leti šel na njegovo mesto v Sydney, nekako nadaljeval njegovo delo, slišal, koliko lepih stvari napravil tam. In ko sem lansko leto se jaz vrnil iz Melbourna po 19 letih, sem prišel v Kamnik malo pred Veliko nočjo in seveda tukaj najdem patra Lavrencija, patra Paškala, patra Francija, pater Ernest v Ljubljani, že v duhovniškem domu. Kakšno veselje, da smo se srečala in koliko lepih spominov spet na Avstralijo, na najne ljudi, ki sva jih oba poznala in oba imela rada. In to leto, zadnje leto, čutim še posebno milost, da smo lahko preživeli skupaj in da sem doživljal njegove zadnje dneve in se tudi od njega lepo poslovil, da smo se lahko poslovili tukaj v naši cerkvi v Kamniku in potem pri Sveti Trojici v njegovi domači župniji. Ko sem bil na obisku iz Avstralije, je bil ravno čas njegove zlate maše tukaj v Kamniku, pa potem spet pri Sveti Trojici. Koliko pesmi, zahvale, čudovitih besed in spominjanja, takrat in pa tudi danes v tem spominjanju. Bog bodi zahvaljen za patra Lavrencija, pa tudi za patra Paškala, ki se je letos poslovil, patra Ernesta, zdaj pred kratkim v septembru. In kako smo rekli, in tudi naš pater provincial Marjan Čuden je prosil, prav v praznovanju praznika svetega Frančiška, da molimo za nove duhovne poklice. Bogu se zahvaljujemo za vse brate, ki danes delajo v naši provinciji, po svetu, v Avstraliji, v Ameriki. In pa prosim tudi vas vse, ki ste tukaj v tem večeru ali v tem dnevu, ko gledamo, poslušamo, obujemo spomine, naj bo to hvaležen spomin, molitven spomin nanj in na vseh, s katerimi smo se srečevali, in tudi za nas, na nas vseh, ki smo še danes živo občestvo cerkve. Bog bodi zahvaljen, patru Lavrenciju pa naj Gospod nakloni srečo blažene večnosti. Avstralija je silno lepa dežela, zlasti ob obalah, kjer je kljub vročini in pomanjkanju dežja vse zeleno. Tudi ta mesta, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaida, so polna parkov, vrtov. To daje posebno lepoto. Zame je pa mesto Sydney še vedno eno najlepših mest, kar jih poznam. Zaradi te razgibanosti, širokih cest, neke prostornosti za telo in za duha, polno mostičkov, ker so ti morski zalivi tudi 32 km v notranjost. In to je res zanimivo in lepo. Zavedajo se svoje slovenske pripadnosti, čutijo
da so sicer na poseben način izkoreninjeni iz domovine, ampak to ni preprečilo, da bi njihovo čutenje ne ostalo slovensko. Zato tudi Slovenci zunaj bolj zavzeto iščejo povezave, se radi srečujejo. Tam smo imeli recimo te razne prireditve, Štefanovanje, potem velikonočni ponedeljek, pirhovanje. Nekaj 100 in 100, tudi 1500 ljudi na prireditvi. Prišli so tudi po 200 km, po 300 km, celo iz Canberre v Sydney, zaradi druženja, povezovanja. Ja, nažalost, zaradi pomankanja kadrov, narekovajo, bo to še morda par let trajalo, potem pa bo treba to zapisati v zgodovini. Mladi rod namreč ne čuti več slovensko. Z prvo generacijo so otroci in mladostniki radi prihajali v verska središča, pa tudi v društva, na razne prireditve jim je bilo zanimivo. Zdaj pa že generacija, ki ni več vajena za starši odhajati na prireditve v versko središče ali pa v društvo. Se tudi vemo, društva so zelo zmanjšana, nekaj celo opuščenih in združenih. In tako bo to šlo nekako v neko pozabo, oziroma pozabo ne, ker bo zapisano v spominih in zgodovinskih podatkih. S patrom Lovrencem se poznam že nekako od 8. razreda osnovne šole naprej, ko sem bil na počitnicah v Novi Štifti, in pater Lovrenc je tudi eden od tistih, ki me je nekako navduševal za vstop frančiškanom. Takrat so pri Novi Štifti bili bogoslovci, ki so pomagali pri pospravljanju lesa na Travni gori, in beseda je tekla tudi o prihodnjem šolanju, in tako smo nekako začeli razmišljati tudi o tem, in leta so potem prinesla, da sem se odločil za vstop frančiškanom. S patrom Lovrencem sem bil skupaj 1 leto, ko je bil župnik v Novi Štifti, ko je bil župnik v Šiški. Prišel je iz Avstralije in moram povedati, da smo res preživela eno lepo leto skupaj. On je bil župnik, jaz sem bil kaplan, in zelo smo se navduševali ob njegovem zgledu, ob njegovi odprtosti, pripravljenosti. Predvsem pa smo občudovali njegove pridige, njegovo bogoslužje, potem njegovo ljubezen do cerkve, do ljudi, odprtost. Skratka, vse to je nekako napolnjevalo njegovo življenje in seveda tudi nas bogatilo. Bil je torej človek izredne odprtosti, prijaznosti, znal je prisluhniti vsakemu in zelo se je nekako v župniji svetega Frančiška v Šiški razdajal in nam bil predvsem kaplanom, torej velika opora. Poznam ga tudi kot misionarja, veliko je hodil po ljudskih misijonih in povsod, kjer je bil navzoč, je puščal tudi dobre sledi. Znal je navdušiti in to je bilo pravzaprav zelo pomembno pri njegovem poslanstvu. Potem kasneje se nisem več toliko srečevala. Jaz sem bil na svojem delovnem mestu v Dobovi, pater je bil kasneje tukaj pri Sveti Trojici, pa v Mariboru, pa še kje druge.
Ampak, ko smo prišli skupaj, smo vedno imeli nekako veliko časa drug za drugega za pogovor in pater je znal veliko tega lepega in dobrega v Trojici, o življenju v župniji povedati in nas je v tem vedno nekako navduševal. Veliko nam je vedel povedati tudi o novih načrtih, ki jih je imel takrat, predvsem z novimi orglami, potem kasneje tudi o obnovitvi križevega pota oziroma stopnic od jezera do cerkve. Skratka, vse te stvari so nas vedno navduševale in nam nekako dajale poguma in pa korajže za naprej. Če vam zdaj jaz povem mojo zgodbo z življenjem s patrom Lovrencem, kot so že moje prehodnike povedali, so imeli vsi radi pri Sveti Trojici, vendar je on bil tisti, ker je mene izbral za članico v župnijski pastoralni svet. Ko smo blagoslavljali kapelo v Senarski pri Divjakovih, je rekel, veš, jaz bi te izbral, da bi bila v župnijskem svetu. No, in smisla, no, kaj bom pa jaz tam, ne? No, potem pa sem videla, da smo res dobro sodelovali, saj smo tudi okrog hodili, pobirali za orgle in tako naprej. Zmeraj je znal napeljati v pravo smer. In poučeval je tudi moje otroke, pripravljal na birmo in to mi je bilo v veliko ponos, ker je na pripravo za birmo, ko smo imeli to preizkušnjo za birmo, smo tudi mogli starši s sabo iti in če otrok kaj ni vedel, si pač starš mogel odgovarjati. In zato smo kar otroka radi učili, pa jih dobro pripravljali. Pogovarjali pa smo se tudi veliko o starih časih, zmeraj je rad govoril o poteh v Verjanah, kak je mimo, jaz sem drugače v Senarski doma, in on je hodil tam z mimo v šolo in je rad obujal stare čase, rad se je pogovarjal o starih časih in zmeraj je bil človek na mestu. Njegova pridiga je bila zmeraj v cerkvi glasna, tako da noben ni mogel zaspati zraven. No, patra Lovrenca bomo ohranili v lepem spominu, saj se tudi velikokrat stavimo ob njegovem grobu, mu prižgemo kako svečko in se ga radi spominjamo. Ja, pater Lovrenc je rad imel živo župnijo, sodeloval z župljani, z društvi, tako je kmalu po prihodu poskrbel za blagoslov stopnic, ki vodijo od jezera proti cerkvi in postavitev križevega pota, kar je bilo v izvedbi turističnega društva, tako da je tam že bila hitro naveza, potem veliko prizadevanje za nove orgle, to je povezovalo celotno župnijo in pa tudi pričel je že pater Franci z umeščanjem komune Dom Pirinove, srečanje sem v Trojico in to je dokončno steklo pri službovanju patra Lovrenca tukaj pri Sveti Trojici. Tako da je to sodelovanje z fanti iz komune in z župnijo je kar steklo, fantje so prihajali tudi k maši, ki smo jih pa vsi župljani dejansko uživali ob njegovem petju, saj je imel izredni talent za petje, izreden posluh in nasploh človek izredne karizme. Poznali smo ga kot odprtega, prijaznega, vedno nasmejanega in tako da imeli smo ga radi. Zlato mašo je obhajal 1918. leta. Ne,
2018, to je za naroba. 2018 je vhajal Zlato Mašo 50 let duhovništva. Takrat je že začel bolehati, so ga začele razne bolezni prihajati v njegovo telo. Patra Lavrencija se bom vedno spominjal, kako je rad priskočil na pomoč ob različnih priložnostih, najprej v naši kamniški župniji, pa tudi kako je rad priskočil na pomoč dekanijskim duhovnikom. Tudi ko je bil že kar bolan, bi lahko rekli, je vedno rekel, če bom le lahko. Potem se ga bom vedno spominjal in tudi sam sem opazil, kako ga je kakšna slovesnost kar dvignila, ko je kljub bolezni spet oživel. Bil je izjemno skromen človek, tako ne v izražanju, bogat v izražanju, ampak skromen v odnosih. Dobro smo se poznali, tudi obiskal je naju doma, skupaj smo šli na Stari grad. Odlikovala ga je izjemna skromnost. Bi se pa bolj dotaknila njegovih svetih maš. Rada sem prihajala k njegovim mašam. On je bil človek, ki si je vzel čas za vernika. Temeljito je vedno razložil evangelije. Veste, v tem čudnem, hitrem času je name deloval izjemno pomirjevalno. Nikoli se mu ni mudilo, bil je bogat v izražanju in zelo skromen v odnosu. Rada sva ga imela in rada sva bila pri njegovih svetih mašah. Veste, kadar sem šla v njegove maše, sem se počutila umirjeno. In sem o njem lahko, po njegovem govorih in po njegovem odnosu, lep čas čutila popoln mir. Hvala mu za to. Pater Laurencij je bil več let naš duhovni vodja Frančiškove skupine. Vedno, ko smo imeli te skupine, on se je temeljito pripravil
in vse lepo povedal, obrazložil, potem so se pa lepo tudi razgovorili. Zmeraj nas je še kaj pocrkljal in ponovadi je prinesel tele bombončke takele. Zmeraj da prinesel, pa malo podelil. Tako da, bil je pa zmeraj izredno jedrnat, bogat po besednih zakladih, v izrazih, znal je lepo povedati in izredno, mi smo starejši, malo že slab slišimo, moram reči, nekaj sem pa zmeraj dobro razumel, lepo počas razločno je govoril. Kaj malo takih čas, kakšnega poslušaš, nič ne veš, kaj želi povedati, poseben za nas starejšega, kot je do enkrat. Enkrat smo bili tudi njimi v Nazorjeh, tam v tistih sestrah, smo še tam imeli tam neko predavanje in temeljito se je pripravil, to je dobro, vse stvari je res dobro obvladal, moram reči, enkratno, vse čas smo. Patra Lavrencija se posebej spominjam kot odličnega spovednika, kot človeka, ki je imel velik smisel za kulturo in tudi kot zelo načitanega Slovenca, redovnika. Kot spovednika, pravkar sem se ustavil pri spovednici, v kateri sem bil pri njem pri spovedi, edinkrat. Žal mi je, da nisem bil večkrat. Neverjetno, kako dobro je segal meni v dušo, v srce, mi povedal tisto, kar je bilo tisti hip najbolj potrebno. Zelo sem bil presenečen, da ima takšen uvid, dar pogleda v človeka, naravnost, vanj. Žal mi je, da se ga nisem izbral za življenjskega spovednika. Njegova spovednica, mimo katero sem šel, je ta hip prazna. Potem kot človeka kulture, nekdanji komenski župnik in dekan Nikolaj Pavlič je poudarjal, Jože, dajmo ljudem kulturo, ob koncu tedna se dolgočasijo, počnejo nepomembne stvari, mi pa jim dajmo nekaj dobrega. To je gotovo kultura, kajti kultura je stičišče tako za verne ljudi, kot tudi neverne. Samo kakovostne stvari moramo pripraviti. Pater Lavrenci je bil resnično človek kulture, odpiral je vrata tega samostana kulturni. Zelo sem bil vesel in sem mu tudi hvaležen, da je to uvidel, kako je kultura, resnično pristna slovenska kultura, potrebna slovenskemu človeku, kako mu lahko napolni dneve, kako ga lahko osreči, ga približa bistvenemu, tudi k Bogu. In vesel sem resnično, ko sem videl, koliko ljudi si je tukaj zbiralo kulturnim večerom, ki jih je pripravljalo Društvo svetega Jakoba. Tudi on sam se je znal približati človeku, je vedno prišel na te večere, je bil dobro razpoložen, njem je prisluhnil, se je poglobil v sogovornike, posebej tiste, ki so nastopali. In vedno je znal tudi najti primerno besedo. Očitno je bil zelo razgledan, zelo načitan, človek širokih duhovnih in kulturnih, predvsem pa slovenskih in rodovnih ozirov in pogledov. Hvala mu. Pred 9 leti sem prišla v Kamnik in si izbrala za frančiškansko cerkev, za cerkev, v kateri bom hodila k bogoslužju. Kmalu so me povabili za branje beril in kot zakristanka. Tako sem veliko časa preživela s patrem Lavrencijem. Bil je izredno galanten, čuteč, pobožen gospod. Več let je imel težave z zdravjem, ki jih je vedno vdano prenašal, skoraj do zadnjega. Zato je bilo slovo toliko bolj boleče. Zelo sem mu hvaležna za njegove modre nasvete. Ko sem pomagala otrokom pri majhnih otrocih, imela pa sem tudi bolno in ostarelo mamo, tako da je bilo včasih treba pomagati vsem naenkrat. Pa sem ga vprašala, kdo ima prednost, vnuki ali starši? Pa mi je odgovoril, tisti, ki je bolj potreben.
Pa še en dogodek. Moj zet je imel babico, ki je umrla v 106. letu starosti. Po vojni ni več hodila v cerkev, znala pa je vse cerkvene pesmi, s katero sva jih velikokrat prepevali. Ko so ji začele pojemati moči, sem vprašala hčerko, če bi lahko prišel k njej duhovnik. Dovolila je in tako smo šli spat. Pater Lovrenci se mi zdel najbolj primeren za to in tako smo šli k njej. Pri polni zavesti je opravila pogovor z njim in ji je podelil poslednje zakramente. Na koncu je povabil še naju s hčerko in smo skupaj zmolili in zapeli pesem Marija, mati moja, tolažba sladka meni. Dragi pater Lovrenci, zdaj ste v nebesih doma, kjer Jezus krono da in kjer je pravi dom. Imela vas bom v hvaležnem in lepem spominu zavedno. Sem iz Stranske župnije in bi rada povedala, da pater Lovrenci je velikokrat prišel k nam pomagati, kadarkoli je bilo treba, kadar ni bilo župnika in smo ga imeli za svojega. In se mi zdi, da tudi on je rad prišel v Stranje in pomagal, kadarkoli je bilo treba. Ponosna sem in vesela, da se lahko z besedami poslovim od patra Lovrencija. Bil je izreden človek, ki bi ga označila z veliko začetnico. Nekaj posebnega je bil, izreden občutek je imel za človeka, za njegovo travmo, za njegovo veselje, za to, da se je lahko približal z neko iskrenostjo. Ni nikdar formalno nekaj čvekal, vedno so bile besede zelo, zelo tehtne, zelo, zelo poštene in prišle so zaradi tega tudi do srca ljudi. Ljudje so ga imeli zelo radi in med njimi sem bila tudi jaz. Bil mi je prijatelj, iskreno sva se razumela, ker v besedah je iskal on isto, kar iščem jaz. Globlji smisel, ne formalnost, kjer si besede samo sledijo, ampak tisto, kar besede prinašajo in lahko ljudem tudi dajo, če so seveda pripravljeni prisluhniti. Nikdar se ni zgodilo, da bi mi rekel, kadar sem bila drugega mnenja, da bi mi rekel, da se ne strinja. Samo na obrazu se mu je zaznalo, da je drugega mnenja in zelo obzirno in zelo človeško sva se lahko pogovarjala tudi o različnih stališčih. Jaz ga strahovito pogrešam. V Kamniku manjka. On je svojo veliko dušo in z velikim srcem, ne samo kot človek, tudi kot duhovnik, je prinašal zelo, zelo svetlo luč. S temi svojimi načini, kako je pristopal do ljudi, kako je prišel do ljudi. In seveda sem zaradi tega ga tudi jaz izredno spoštovala. Srečala sva se največkrat na kulturnih prireditvah v samostanu. Sedel je tam in njegova duša je pila besede, ki so prihajale, in na njegovem obrazu je bilo vse tisto, kar človek tako pogreša na človeku. Iskrenost, razumevanje, človečnost. Zadnjič sva se srečala na predstavitvi moje 3. pesniške zbirke v Mekinjah. Nisem vedela, da je tako bolan. Ko sem zvedela, da ga ni več, sem imela občutek, kot da je iz našega življenja odšlo nekaj izredno toplega, človeškega, nekaj, kar vsi ljudje izredno potrebujemo. Cenil je moje pesmi.
Vem, da se je ukvarjal tudi sam s pesnikovanjem, da je imel rad liriko. In v tej svoji toplini je našel tudi vse tisto, kar je on potreboval, da je napolnil svojo dušo in da je lahko to tudi daroval. Prvič, ko bom šla na Štajersko, se bom oglasila pri Sveti Trojici in prižgala svečo, da se poslovim od velikega človeka, izrednega domoljuba, izrednega misleca, izobraženca, ki ga seveda vsi pogrešamo. Pravzaprav najbrž je bilo pa to lepo, da ste imeli v družini duhovnika in to človeka, ki je bil dober človek, ki vas je imel rad in vas je najbrž potem z molitvijo in z mislijo vse skozi podpiral, tako si jaz mislim. Ja, veste, to je tako. Mama je bila zelo verna, oče je bil tudi, ampak ne tak, ne, pač možje smo bolj po strani, a pozade, ja. Mami je pol leta do 100 manjkalo, kaj je umrla, ja. In zelo rad je pač mama obiskala, ker mama je le mama. Ko je doživel srčni infarkt leta 2020, takrat se je njegovo zdravstveno stanje močno poslabšalo. 9. februarja 9. februarja ga poklical gospod življenja. 8. Kak je 9. Marja? Ne. 8. Na Prešernu. A, na Prešernu dan, ja, 8. ja, na Prešernu dan je mer, točno. To je za narobe, ja. Počiva na trojiškem pokopališču v domači župniji.